delamo biskvitno testo, postopamo tako, da najprej ločimo rumenjake in beljake, tako, da najprej stepemo sneg beljakov. Zdaj pa dodamo sladkor. V kremo smo vtepli zadosti zraka, imamo dovolj mehurčkov noter in to je čas, ko lahko dodamo moko in seveda prej za aromo še nekaj naribane limonine lupine. Zelo pametno je, če moko presejemo, zaradi tega, ker bomo na tak način v testo dodali dovolj zraka. Pa še, če smo moko, se pravi, če smo žito mleli, bomo odstranili tudi nekaj ovojnice, nekaj luščin, ker nekatere to tudi moti. Nato kremo dobro zmešamo, ampak zelo narahlo privzdigujemo, da vtepemo še nekaj zraka. Če uporabimo polnovredno moko, bo izgledalo tako oziroma okus bo tak, kot če bi dodali kakšne lešnike ali pa orehe. Najbolj primerna je papirina moka, ker je tako mehka in oreškastega okusa. Peki papir previdno odstranimo in pri tem pazimo, da se nam biskvit ne zatrga. Tako potem pustimo pokritega, ravno tako s peki papirjem, toliko, da se ohladi. Sladko smetano stepemo in jo osladimo. Lahko bi dodali sladkor, lahko bi med, mi pa bomo uporabili agavin sirup. Ohlajeno testo moramo nekako obrniti nazaj na peki papir in pomagali si bomo z enim trikom. Najbolje je, če rolado lahko sedaj shranimo v hladilnik. In najbolj enostavno je, če jo pustimo kar zavito v peki papir. Na ta način se rolada ne bo izsušila. Najbolje je, če lahko ostane v hladilniku kar čez noč, kajti v tem primeru se bo res dobro prepojila in zelo bo sočna.